Budete zaistino pozdravljeni i na tom prvom bogoslužju za te vizenske svetke. Za dnešni vjoki petek bi rekao provle kada in žalosti. Za volo toga, kad je Jezus mrtev. In te za učence in za ostale Jezušove spremljevalce, za njegove sledilce je to bil den žalosti. Bil je den žalosti za volo toga, da zgodilo se je nekaj. Zgodilo se je nekaj, ko so oni nikak ne pričakovali. Učenci in tisti, štiri so sledili Jezuše, so takšnega razpleta ne pričakovali. Čiglika je Jezus svoje učence pripravilo na te dogodke. Štejmo v Bibliji, kaj jim je večkrat razlagal, ko da se zgodilo. On jih je pripravilo na te dogodek, je vse eno to bilo za njih eno veliko negativno presenečenje za njegove učence. Jezuša so namreč imeli za tistoga štere, da jih osvobodo Rimljanov, rimskega suženstva in da je Jezus te grato krav Izraela, izraelskega naroda. Ali znate, pred tem dogodkom, pred smrtjo, pred tem dogodkom se je zgodilo nekaj, ko je bila prepreka. Ko je bila prepreka, kad bi se leko to zgodilo, kad bi Jezus grato izraelski krav, kad bi leko nastopilo mesijansko kraljestvo. Spomnite se tistega dogodka, gdje je zapisano, da je Jezus uzdravo obsedenega človeka, štere je bil gluhoneme. To leko štejte v Mateji 12. tale in pa v Lukače 11. tale. Da je Jezus uzdravo gluhonemega človeka, štere je bil obseden. In v tistem primeru so takratni verski vodje dokončno zasigdar odbili Jezuša kot Mesijo. Znate, ko so njimi pravili? Kaj je on sam obseden. Kaj je on sam obseden z poglavarom demonov in za volo toga leko dela takša dela. Ali Jezus je ne bil obseden. In to njim je te jasno razložil. In tudi v tom primeru se je zgodil eden greh, štiri se ne odpušča. To je bilo direktno, kako bi ne spravili, preklinjanje Svetega Duha. In te greh se za tisti rod je bilo zapečateno, kad so ga odbili kot Mesija. Tista generacija, štera je živela v Jezušovom čase, oni so imeli enkratno priložnost doživeti mesijansko kraljestvo, ali žal so to priložnost zapravili. Od te naprej Jezus na več mestaj, bar da ste šteli Biblijo, da spremljajte to, na več mestaj omenja te rod, omenja to pokolenje, to generacijo, štera je zapravila svojo priložnost in odbila Jezuša kot Mesijo, odbila ga je kot svojega odrešenika. In dragi prisoten, kot jaz in ti delava za Jezušom. Je on za tebe odrešenik, ga sprejemaš vsaki dan znova in znova, ali ga pa mogoče odbijaš. Je on odrešenik, tvoj osebni odrešenik, ali pa samo ena oseba iz Biblije. In znate, Jezus, čiglika so ga te odbili, se tom ne stovo. Ne se je to zaustavilo. Šel je naprej. Jezus je šel dole naprej, za volo toga, kaj njegova pot, njegova življenjska pot je bila usmerjena na Golgoto. Bila je usmerjena na, kako povem, na mesto žrtvovanja, na mesto trpljenja, na mesto smrti. In vse to je imelo samo eden cilj. Jezušovo življenje imelo samo eden cilj. Doprinesti Bogu žrtev.
Bog je doprinesti žrtev za odplačilo človekovih grehov. Zato je Jezus prišel na tej svet. To pomeni omogočiti človeke, vsakome človeke omogočiti ponoven pristop v skupnost s svetim Bogom. Haleluja! To je bilo Jezusovo poslanstvo, šteroga naj opravi. Ja bi prosil, da stanemo gor in vas prosim, da vzemete svoje Biblije in gor odpremo Božjo drago sveto reč v prvom listi Korinčanom, 15. tov in pa 3. veršoš. Prvi list Korinčanom, 15. tov in pa 3. veršoš. Gor najte in te veršoš, drugi del toga veršoša, si vkuper preštejmo. Prvi list Korinčanom, 15, 3. veršoš, drugi del. Malo še počakamo, ko gor najdete. In zdaj, ko si vkuper preštejmo tej drugi del toga 3. veršoša. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Ještě eno bolj na glas, bolj odločno. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Haleluja. Nebeški Oče, hvala je Tebe, kad si Ti žrtvoval svojega Sina iz ljubezni za to, da bi mi lahko imeli znova skupnostjo. In hvala je Tebi, Jezus, dragi, kad si Ti mrl za naše grehe. In hvala je Tebi, kad si po Duhu Svetom nam razodel, kad smo potrebni Tvoje odrešitve, kad smo potrebni toga dela, šteroga si včinil na križi Golgotskom. In Jezus, dragi, hvala je Tebi, kad nas Ti vsaki dan znova in znova želeš pripeljati bliže k svojemu Oče in pomori nam po Duhu Svetom, da za istino živimo v tom novom življenju, šteroga Ti dajaš. Blagosloveno tej večer, blagoslovi vsakoga prisotnoga in tiste, Gospod, svete, štere ne mrejo biti tu, štere trpijo, štere so betežne, tu njih blagoslavljamo v Tvojo sveto imene in prosim Te posebno za te ljudi, štere tjavko trpijo v toj vojni. Gospod, svete, smiluj se njih in nam pomore, ka imamo odpreta srca za njih, če kakšakoli možnost, kaj leko pomagamo, bomo za istino pomagali. Blagoslovi nas Ti in vodi naprej v naše življenje. Amen. Amen. Kristus je umrl za naše grehe. Kakšno veličastno sporočilo. Ali lahko osebno poveš za sebe, Kristus je umrl za moje grehe. Amen, haleluja, haleluja. To je največje, najvažnejše sporočilo vizma. Kristus je umrl. Kristus je umrl za grehe, za moje, za tvoje grehe. In poglednemo zdaj malo kronološko dogodke vizma, kako so se sledili tiste dneve. Vizen se je začel v četrtek večer. V četrtek večer, da so jeli paschalno jagnje. Izraelci so jeli paschalno jagnje, ko je bil spomin na izhod iz suženstva. Znate, oni so z enim velikim strahu spoštovanjem. Vsaka familija je to, kako povem, tradicijo držala. In to je ne bila samo tradicija, pač pa Božja zapoved. In Božje zapovedi, dragi moji, je potrebno zdržavati v svojem življenju. In te na toj, kako povem, zadnjoj večerji je Jezus dal naročilo, ka se noj te spomin nadaljuje. No je to ne zadnja večerja, pač pa se noj se na tej način ohranja tej spomin na Jezusovo zmago nad grehom. Kako smo prešteli? Kristus je umrl za naše grehe.
Naj se tej spomin ohranja, naj ide to iz roda v rod, naj ide to iz pokolenja v pokolenje. In med tisto zadnjo večerjo je Jezus napovedal nekaj stvari, štere do se zgodile v bližnjoj ali pa malo bolj oddaljenoj prihodnosti. Vsaki evangelist malo noček opiše dogajanje, eden izpostavi bolj eno, drugi pa drugo stvar, ko je bilo za njega pomembnejše. Tujge in ti, če va oba na istoj, kako pove, prireditve, gemo noček opisal tej dogodek, kot pa ti. Vsaki da gleda za svojega zornega kota. Jezus je v glavnom ob toj večerji dal 3 opozorila. Dal je 3 opozorila na toj večerji. Kot prvo je, kada ga Juda izdal. Kada ga Juda, eden od njegovih učencev, izda. Znači, eden med njimi je bil izdajalec. In pravo je, kada se to zgodilo. In s tem, dragi moji, tudi nas opozarja. Jezus nas opozarja, kad naj pazimo svoje življenje, da se kaj takšnega ne zgodi. Mene ali tebe. Naj pazimo v svoje življenje, kakšen je naš stav, kakšno je naše stališče, kad naj ne zatajimo, naj ne izdamo Jezusa. Drugo, ko je Jezus upozoril, je, kad se naj pazimo, kad se ne pohujšamo nad njim. Naj se ne pohujšamo, naj ga ne zapustimo, kad bi se v problemaj razkropili. Spomnite se toga dogodka. Da so prišli Jezusa zgrobiti, ta v Getsemanski vrt, da so prišli Jezusa zgrobiti, da je, kad to povem, gužva gratala, te so se vsi razkropili. Vsi so se razbežali. In še eno stvar je Jezus probo tu, trečjo stvar, in to stvar je osebno probo Petre, ali važno je tu za nas. Probo njime je, da ga Petar zadajo. In dragi moje, nevarnost v mojem in tvojem življenju je, kad zadagimo Jezusa. Da pride kakšna situacija, gdje bi trebalo povedati, što sam ge, ko je Jezus za mene, ko je vrčen, enostavno zadagimo, kad ti ugratamo. Petar je 3-krat zadajal Jezusa. V tistom večeri, da je Jezus šel skozi takšno trpljenje. In, dragi prisotek, pazimo v svojih življenjah, kad se tudi nam kaj takšnega ne zgodi. Pazimo v svojih življenjah, kamo trdno stale z Jezusom, kamo z njim, kamo v njegovoj prisotnosti in v njegovoj voli, kamo delali to, ko on pravi. Če bi gledali tej dogodek z očami evangelista Janeza, pa bi videli ještě dosta več. Znate, od 13. do 17. poglavja Janez opisuje tej dogodek. In v tom dogodku, v tej poglavlji je opisane več stvari, ko je Jezus v tistom večeri ali v tistom času svojim učencom dal dole. Ne imamo časa, kad bi se to šli gledati, ali vseeno poglednemo v 14. poglavje, gdje Jezus obeča prihod Svetoga Duha. Njegovega namestnika, tako povedano, tistoga, štiri je na mesto Jezusa tu, zdaj med nami in je zdaj tu, je v mojem življenju. 14. poglavje Janezovega evangelija, 26. veršoš pravi to. To lažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam
povedal. Aleluja. Ali ne to čudovito obečanje? On da vas včil vse, on da vas spomnil vsega, on da vam na pamet prinesel to, ko sem vas ga včil. In to je ne bilo samo za učence, to velja tudi za mene, za tebe. Sveti Duh, da tisti štiri, da te opozarjajo v tvojem življenju. Štiri, da te na pamet prinesu to, ko si čul, mogoče si že pozabil eno Božjo istino, ali Sveti Duh, da te znova in znova spominja na to, ko je zapisano v Božji reči in ko je Božja vola za tvoje osebno življenje. Izredno važno sporočilo, ko po Jezušovem odhodu smo ne same. Smo ne same, imamo pomoč. Imamo moč za to, da lahko idemo naprej v vsakoj preizkušnji. In te je Janez zapisal še nekoliko vjavki Jezušovih spodbud. 15. in 16. poglavje v Janezovem evangeliju. Lahko poglednete doma in te videli, kakšna vjavka sporočila je te v tistem času Jezus davo svojim učencem. In posebno 17. poglavje. 17. poglavje, tam pa je zapisana Jezušova veliko duhovniška molitev. In ta molitev ima poseben pomen tudi za mene, tudi za tebe, dragi brat, draga sestra. Zavolo toga, kaj Jezus je ne molil samo za učence, če te šteli 17. poglavje, pač pa molil je tudi za tiste štiri dopolnjuve besede verovale. Znači Jezus moli tudi dnes za mene in tebe. Gdje sem v Jezušovoj molitvi. Aleluja. Yes. Ti si v Jezušovoj molitvi, gnes, že te si bil zavzeti noter v tom, zavolo toga, ko vrčeš to mi, ko pravi Božja beseda, in gnes Jezus moli za tebe. On pozna tebe, on pozna tvojo situacijo, on zna, s kim se ti soočaš in moli, pored nebeškim očom posreduje za tebe. In po toj večerji se je začela najžmetnejša Jezušova pot. Ne mislimo si, kaj je v Jezušovom življenju teklo vse gladko, kaj je bilo vse lepo, kaj je bilo vse vrede. Spomnite se, skozi dogodkov, štere ste sigurno šteli v Svetom pismu, kolikokrat se je mogel soočati z nasprotovanjem ljudi. Z nasprotovanjem verske vode, kamnate so ga šteli, doj skole so ga šteli suniti v prepad. Jezus se je soočil z nasprotovanjem. Ne njem je bilo lehko, ali najžmetnejša pot se je začala v Getsemanaj, gdje se je odvijala duhovno-fizična borba v njegovom življenju. Odvijala se je takšna borba v njegovom življenju, kaj je krvavi znoj teko z njegovega čela. Si lahko to zamislimo? Si lahko zamislimo, kaj takšnega. Jezus ne bil samo nekši superheroj, kak se ga mogoče želej štoj predstavljati. Pač pa Izaja v 53. tale piše od njega, v 3. veršu še to piše. Izaja 53, 3. veršoš, bil je zaničevan. Že prlej sem provo, kad so ga zaničevali. Bil je zaničevan, zapuščen od ljudi. Vse so ga zapustili. Zapuščen od ljudi. Mož bolečin. Znal je, ko je to bolečina. Še posebno zoj v tom trpljenju. Jezus je znal, ko je bolečina. In znanec bolezni. Kakor tisti, pred katerim se zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili.
In zavolo toga, kaj je Jezus znal za potek in pa nadaljevanje njegove poti, se v Getsemanaj odvijala tista borba v molitvi. Borba, nekaj bi njim ne trebalo iti na križ, pač pa ga je bolelo to, kada se na njega zvalila vsa teža greha. Tudi mojega in tvojega. Zato, ko je Jezus mrl tudi za mene in tebe. Na njega, da se zvalila vsa kvica, vsa zamazanija celoga sveta. Njega je bila od toga strah. On, Jezus, čisti, brez madežne, brez vsakoga greha, brez vsakoga svojega greha, de obložene z vsemi grehi toga sveta. Zamislite se, kaj je takšnega. In Mark ima belo majico. Melita tu ima belo bluzo, belo jakno. Zamislite se, kad ste oblečeni v celo belo obleko. In najnog bi mogli vi biti obloženi z vseh zamazanijev tega sveta. Pa ne, pa škoda je toga. Koh mo tega videl? Jezuša je bilo strah toga, kada je mogel nositi to bremen greha celoga sveta. Kako bi se ti osebno počutil v toj situaciji? Če je mogoče, no in mene ne trebej toga prestati. In za Jezuša je to pomenilo, kada je duhovno mrtev. In toga izkustva se je Jezus bojil. Dragi moji, zavedajmo se, da smo mi vsi duhovno mrtve. Mi smo duhovno mrtve. Zavolo Jezušove zmage, dragi moji, smo mi leko duhovno žive. Smo leko duhovno oživljene. Jezus pa je bil vsikdar duhovno živ. On je bil duhovno živ. Zavolo toga, kaj njega je greh ne potegnil noter v smrt, v duhovno smrt. Jezuša je greh ne noter potegnil, kaj bi bil duhovno mrtev. In zavolo toga se je Jezus bojil toga izkustva. Zavolo toga ga je bila od tog strah. Zavolo toga je potekala ta velika duhovna borba tam v Getsemane. Pozneje tudi to vidimo na križi. Da Jezus v največjem trpljenju zakrči Eli, Eli, lama sabachtane. Bog moj. Zakaj si me zapustil? Dragi moje, to je bil krik bolečine. Bog moj, zakaj si me zapustil? Jezus se je najbolje bojil toga, kada je zapuščen od svojega oča. Kada je zapuščen in ti ga ne zove kot oča. Ti ga ne zove kot oča, zove ga kot Boga. Dragi moje, te očinski odnos je bil v tom trenutku prekinjen. In Jezus se je toga bojil. To je bila njegova bolečina. In dragi moje, greh v naše življenje vsikdar povzroči ločenost od Boga, ločenost od našega nebeškega oča. Jezus se je bojil te 3 ur, od 6. pa do 9. ure toga dneva. Bojil se je te 3 ur kmice, bojil se je toga, da je bilo očetovo obličje skrito njegovimi poglede. Ne je imel več te povezave z svojim očom. V tom trenutku je bil njuni očetovski odnos
odnos oča in sina je bil prekinjen in to je bil vzrok Jezušove borbe v Getsemane. Te ločitve od oča se je Jezus najbolj bojal. In dragi moji, zavedajmo se toga, kako pomemben je naš odnos z nebeškim očom. Zavedajmo se toga, kako važno je to. In zavedajmo se tudi toga, kaj greh tiste, štere te odnos prekine. Ali, dragi moji, ne je ostonilo pri tom. Ne je ostonilo pri tom. In to je ta vesela novica. Luka 23 dale imamo tako zapisano od 44. veršu še naprej. Bilo je že okrog 6. ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do 9. ure, ker sonce ni dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo posredi. In Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. In ko je to rekel, je izdihnil. Če smo bili pozorni, smo opazili, kaj Jezus tu znova pravi: Oče, najpravo Bog moj, v tvoje roke izročam svojega duha. Nej, pač pa Oče. Torej, dragi moji, njuni očetovski odnos je bil znova vzpostavljen. Znači, Jezus je odplačal to ceno, štero je Oče nebeški pričakoval od njega. Tu vidimo, kaj je Jezus bil znova duhovno živi. Prej, da je vse to bremen, da je ta kmica bila, da je vse to bremen greha bilo na njeme, je bil duhovno mrtev. Ali tu vidimo, kaj je znova spostavljen te očetovski odnos, kaj je duhovno živi in duhovno je uživo prej, kako je nastopila fizična smrt njegova. In te je leko sam odločil, da je mrl. Sam je odločil, da je dal v očetove roke svojega duha. Ob 9. vere, na dan Pashe, bila je Pasha tej dan. Znači spomin na izhod iz izraelskega suženstva. Ob 9. vere se je na sosednjem bregu, tam je stal tempelj, v templje se je točno ob 9. zaklala žrtev za Izraelce, da bi njim bili odpuščene grehi prejšnjega leta, da bi njim bili pokriti grehi prejšnjega leta. Ob 9. se je na tempeljskem griče tam zaklalo jagnje za pokritje grehov izraelskega naroda. In pogledamo, kako je Bog vse to pripravil. 2 brega, 2 hriba in 2 žrtve. V templje so zaklale jagnje, ki bi opravile daritev po postave, ali na Golgote pa je bilo žrtvovano Božje jagnje, ki odzema grehe sveta. Aleluja! Janez ga je tako napovedal. Glejte, Božje jagnje, ki odjemlje greha sveta. In še več, Izaja v 53. tale dole pravi, od 4. veršuša naprej, Izaja 53 od 4 naprej pravi dole tako: v resnici je nosil naše bolezni. Jezus, ti naše bolezni, naložil si je naše bolečine. Mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. Ja, tu so se norca delali z njega. Ja, pa drugi je pomagal, pa drugi je rešil. No, je rešil za sebe. Mi pa smo ga imeli
za udarjenega od Boga in ponižanega. Dole Izaja pravi tako, on pa je bil ranjen, zakaj? Zaradi naših prestopkov. Strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Aleluja! Po njegovih ranah, dragi moji, za volo Jezuša, za volo njegovih ron si ti duhovno ozdravljeni. Si duhovno živ. Za volo toga, ko je Jezus činil. 6. verš štok pravi, mi vsi smo tavali kakor ovce. Tavali smo kakor ovce. Ne smo znali koma in kog. Obrnili smo se vsak na svoj pot. Gospod pa je naložil nanj krivdo nas vseh. Dragi moji, Jezus je ne samo naš odrešenik od grehov. Ne, Jezus je tu naš zdravnik, tisti, ki prinaša pravi mir. Jezus je tu naš vodnik, ki ne skrenemo na napačno pot. Vse to je Jezus in vse to je mene in tebe pridobo na Golgotskom križe. V njegovoj smrti imamo to in še dosta več. Vse to je posledica, ki je Jezus v Getsemanaj ne uveljavil svoje vole. Ne kot moja vola, pač pa tvoja vola, oče se naj zgodi. Tvoja vola, oče se naj zgodi. In očetova vola je bila, da Jezus ide to pot za mene, za tebe, za vsakoga človeka. To je prineslo zmago nad grehom in to prinaša tu ozdravitev duha, duše in tela. Jezušova zmaga prinaša, dragi moji, zmago v življenje vsakoga, štiri njeme vrže. Štiri njeme vrže in živi po tom, ko Božja sveta reč pravi, živi po Božoj besedi, zmaga nad grehom, zmaga nad vsakov slabostjo, tu nad vsakov zvezanostjo. Ta zmaga je bila izbojevana na križe. Jezus je to učinil. Gli za tebe, gli za tvojo situacijo, gli za tvojo potrebo, gli za tvojo navolo, gli za tvoj problem. In znate, po vsem prestanu, po zasramovanje, po mučenje, po vsem trpljenju, po križanje, po smrti, je Jezus bil položen v grob. Bil je položen v grob. In grob je bil zastražen. Grob je bil zastražen, kano jo Jezuša nišče ne bi vkradno, ali kao se nikaj ne bi spremenilo glede njega. Pa ne samo tok, zavarovan je bil tu skomno. In pa ještě rimski pečat je bil gorčan. In znate, ko je pomenilo, če bi štoj pretrgo rimski pečat? Sigurna smrt. Sigurna smrt. Ja, tok so se ljudje zasigurali in tok se je, kako povem, tok končalo eno življenje. Grob zastražen, zapečaten, komen gor na grobe. Tok se je končalo eno življenje. In znate, tok so mislili Rimljani. Tok so mislili tuji farizeji. Tuji učeniki postave so tok mislili. Tok je mislil Pilat. Tok je Herodes mislil. Tok so mislili Izraelci. Vsi štiri so to opazovali. Tok so mislili tuji veliki duhovniki. Vsi so tok mislili. Ali, dragi moje, ne je bilo to, zgodilo se nekaj drugo. Zgodilo se to, ko je Jezus
že prle povedal, ko je že prle napovedal, v Marki 9 dalje to štejmo, 31. veršu štok pravi, učil je svoje učence, Marko 9, 31, učil je namreč svoje učence in jim govoril, Sin človekov bo izročen. Ja, to, da se je zgodilo, Sin človekov bo izročen v človeške roke. In ko ga bodo umorili, ja, to se je zgodilo. Ko pa bo umorjen, bo po 3 dneh vstal. Aleluja, dragi moji, to je vizenj. To je dokončna zmaga. Jezus ne da ustanul v grobe. Ne je ustanul na križe, niti v grobe, pač pa da po 3 dneh vstal. In končam z besedami, s katerimi smo tu začeli. Končam s temi besedami. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Aleluja. Aleluja. Amen. Kristus je umrl za moje in za tvoje grehe. In to naj bo ohrabrilo za vsakoga med nami, ka ne treba ostati tam, gdje se, pač pa z njim leko idemo naprej, leko idemo do končne, večne zmage. Amen. Leko stanemo gor v molitvi. In če si še ne pozval Kristuša v svoje življenje, če si še ne izkoristil njegove ponujene milosti, ne čakaj, ne čakaj. Dnes je ta priložnost. Odloči se in ga sledi v svojem življenju. Mogoče imaš problem v tvojem življenju, težavo, navolo, štero ne mreš sam premagati. Kristus je za to tu. Kristus, Jezus je to že premagal. Spremlji to v veri in zavipaj njime. In on da ti pomagal. Če želiš, komu te podpirali glede toga v molitvi, leko zdigneš roko, leko daš znak, komu se molili za tebe. Aleluja, 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 aleluja. Gospod vidi tvojo potrebu, amen. Gospod zna, ko ti nucaš in on ti želi pomoći. Mogoče še štoj, želi molitev za svoje življenje. Aleluja, aleluja. Nebeški Oče, hvala je tebe, kad si ti poslal svojega sina, kad bi opravil to, kad bi napravil to, kad bi zgotovil to, ko nišče drugi ne mogo. In Jezus, dragi, hvala je tebe, kad si ti čisti, sveti, pravičen, brez madežne, brez vsakoga greha, kad si ti tu moje grehe nesel na križ. Si mrov za njih. In hvala je tebi, Jezus, dragi. Ne samo, kad si mrov, pač pa si tu gorstono in živiš. In ne samo, kad živiš v nebi, pač pa živiš po duhi tvojo tu v mojo življenje. Duh sveti, hvala je tebe. Hvala je tebe, kad nam ti na pamet prinašaš to, ko je najboljše za nas. In prosim te, pomori nam, pomori vsakome med nami, kad za istino iskoristimo to priložnost, ko nam ti ponujaš, kad poslušamo tvoj glas. In prosim te za tiste 4 nuce molitev. Gospod sveti, dotekni se vsakoga srca, vsakoga problema, vsake navole, vsake težave. Gospod dragi, vsakoga problema, šteroga ne mre sam rešiti. Gospod dragi, ti se dotekni in daj moč, kad bi za istino po tvojom posegi bili odrešeni in bili postavljeni na to pravo pot. Gospod sveti, hvala je tebe, kad si ti zmagovalec in hvala je tebe, kad ti davaš tu nov zmage za vse, s kim se moramo soočati. Amen. Amen.